Dober dan vsi skupaj, danes je velika nagrada občine Komenda in se že pripravljam za tekmo v avto in gasa! Evo nas, Komendi. Treba še po številko iti sam. Je malo daleč, bom kar s kolesom šel. In kolesarke, štart! Je to. Tule prihajajo kolesari prvič mimo, lepa skupina skupaj. Dajte se oblečiti, da se pol vidimo. Zdaj imajo kupčene 6 krogov. Ajde Ivan, daj! Ajde Fabo! Ajde! Gremo! Ajde Kristo! Ajde! Ajde Bobi! Velika nagrada Gorenjske. 300 metrov potrebujete do tja, 10 sekund. Evo navijači, velik aplauz, Gremo konče! Amateri Master ABCD so pove štartali. Velika nagrada občine Komenda je dolga 58 km ali 18 krogov po 3,2 km. Sama trasa se začne navzgor za 300 metrov, kjer je na vrhu potem cilj. Ta se nato nadaljuje po 1200 metrov ravnine z vetrom v hrbet. Sledimo 90-stopinjski ovinek na ožjo cesto, kjer je bil tudi vsakič šprint. Po 500 metrih položnega dela mu sledi ponovni levi ovinek, malo hitrejši, a si se mogel kar ustaviti. Potem spet sledi šprint, kilometer 300 ravnine do štarta z vetrom v glavo, ter levi ovinek čez 300 metrov klanca do cilja. Prvih par krogov sem se držal bolj v sredini grupe, tako da sem videl prvi del skupine. Te ostre ovinke sem kar slabo odpeljal, zato sem tudi izgubil malo hitrosti in sem mogel malo bolj šprintati kot ostali. In s tem sem se tudi počasi umikal nazaj, dokler nisem prišel čist na konec skupine. Dobra stran tega je, da imaš ful zavetrja na koncu skupine in imaš lep razgled nad samo skupino, kjer si sproščen in sam reguliraš, koliko prostora boš imel pred naslednjim kolesarjem, da ti pol ne bo treba brenzati v ovink. Slabost tega pa je, da moraš biti skozi pozoren, da se ne naredijo kakšne luknje in ne izgubiš skupince, kot na primer tukaj. In seveda vsak klanc po štartu je šlo na polno. Včasih moraš biti kar pozoren, da te ne stisnejo v pot. Ovinki v grupci so lahko nevarni. Ejga, no! Ne se prerivati! Ali pa tukaj, ki je bilo ful blizu. Tak mi je prihtel na ovinku, sem opazil, da je delal počasi luknje, tako da sem ga prehitil po ravnini in je nato po 30 sekundah izgubil skupinco. Zato, če si med zadnjimi v skupini, moraš zmeraj gledati, da se naredijo luknje, da ne ostaneš brez skupine. Počasi sem se že naveličil. Celotno dirko sem se držal čist na koncu skupince, saj veter pihal za nazaj in nisem hotel biti pobegant, ker sem to že probal prejšnjo nedeljo in se ni nikoli splačal zaradi vetra.
sem celo dirko šparal energijo za ciljni šprint. Smo v predzadnjem šprintu. Cilj v tem šprintu je boljša pozicija. Kakor se vidi, par kolesarjev kar že počasi zmanjkuje po celotni dirki in sem pridobil kar v redu pozicijo za zadnji krog. Dobro šuj. Pa nas moka na koncu, ej. Drugič mogo malo boljšo pozicijo. Ja, treba kar spredi biti. Ne, so pa te ovinki. Ma slabo jih odpeljam. To je problem. Si ne upam toliko nagant. A bil si včeraj sem bil v Udvacu, ne? Na treningu? Ja. Je bilo v redu, sam na prvem klancu sem pred stisnil. Pa sej, stisnil sem na konc. Dobra, dirka. Po notranji strani sem šel, ampak sem se skoraj stavil, ker nisem mislil, da je toliko ovink tam. Ja, Dunaj, stari šport mevi. Kolesarji, ki ste pravkar končali dirko, podelitev bo kmalu, tako da ne hodite preveč daleč. Ja, zdaj je. Torej, začnimo. Master E. Ja, Saša. Tako redo. Je kot kaže, je oddomov. Odpravijo 8 sem. Je šlo danes? Pa je šlo, no. Na koncu sem imel malo slabo pozicijo. Sem vzel notranjo linijo. Ti rabiš bolj klanca, ne? Klancaš malo. Tole je... Bolj spredi bi mogel biti. Pa pozicija, ne? Čau. Upam, da ste živali. Rod se na kanal in se vidimo naslednjič.